Ko skozi hektični vsakdanjik drvimo skozi ulice mestnega središča, sploh ne pomislimo, da so okoli nas samoučeča in v tančico skrivnosti ovita dvorišča iz nekih davnih časov. Projekt Živa dvorišča, ki je v lentovskem času potekal v okviru festivala uličnih gledališč Ana Desetnica, je z razstavami prebudil nekaj zaspanih mariborskih kotičkov. Da, bi rekel, skrita in malce pozabljena dvorišča oživijo. Namreč, kakor jaz vem, jaz nisem ravno od tukaj, ampak obstajajo filmi, literatura in tako naprej, da so pravzaprav dvorišča ena taka značilnost Maribora, ki se vleče skozi stoletja. Zdaj je pa nekam zamrlo in evo nas, spet smo na dvoriščih, upam, da bo to starodavno zopet zaživelo, seveda na nov način, na drugačen, ampak kljub vsemu dvorišča naj bojo spet dvorišča, center socialnega življenja, veselja, druženja in pa seveda tudi umetnosti. Pravijo, da stavbe in dvorišča pripovedujejo zgodbe. Zanima, kakšno zgodbo pripoveduje vam to vaše dvorišče? Ja, moje dvorišče je moja zgodba, ne? In se trudim, da pač ta zgodba je čim bolj pestra, ne? Zdaj, glede na to, da je dvorišče sicer v pospravljanju in tako naprej, se trudimo, da to zgleda lepše. Drugače pa ta zgodba, ki se zdaj dogaja, da se oživi naše dvorišče, sem bila takoj za. Med Mariborčani manj znano dvorišče na Barvarski 5 gosti razstavo slik članic Društva nemško govorečih žena Mostovi. Jaz sem članica že 8 let, ampak tu smo tisti, ki imamo nemške korenine in tudi ostali simpatizeri, tako da to je mešana družba. Nismo samo ženske, so moški tudi in mladi ljudje in tako dalje, tako da nas je okoli 80 že članov.